Verjetno se sprašuješ, zakaj imam danes pri sebi tole. Nič posebej ne proslavljam, niti ne grem na zabavo, ampak tole je zgolj namig, kam se danes odpravljamo. Gremo pogledat, kje proizvajajo to zlato pijačo. Na zdravje! Danes bomo obiskali pivovarno, kjer proizvajajo slavno slovensko pivo Green Gold. Ta je v osrčju Spodnje Savinjske doline, kjer so že več kot 150 let znani po hmeljarstvu. Zeleno zlato, kot radi rečemo hmelju, je že od vsega začetka neka povezovalna nit pivovarne Green Gold Brewing. Predniki njihove družine so bili namreč tisti, ki so pred več kot 120 leti zasadili prvi hmelj in tako začeli zgodbo, ki opiše vsako pivo Green Gold Brewing. In ravno lokalni hmelj je tisti, ki ustvarja izjemne okuse piva. Živjo, David! Zdravo, Luka! Me veseli. Enako, dobrodošel v Zelenem kraljestvu. Hvala. Jaz sem slišal nekaj o zelenem zlatu. A je to to? Ja, stopam v pivovarno, pa ti bom vse razkazal. Se veselim. Luka, urbana legenda pravi, da si v bistvu v Ameriki bil na enem simpoziju izobraževanju o craft pivovarstvu in potem se je rodila ideja oziroma si jo prenesel na to raven, kjer si zdaj, kjer ustvarjaš zdaj. Ja, pravzaprav z očetom sva pred 10 leti nekako kot en izmed prvih hmeljarjev v Evropi potovala po ZDA, kjer so iskali nove kupce za hmelj in vedno so potem po koncu predstavitve prišli do mene in vprašanje je bilo vedno enako. Čemu ne variš piva doma, ko pa imaš toliko hmelja doma? To mi je pravzaprav dalo misliti in potem sem začel, tako vsaka dobra zgodba, v fotrovi garaži, kjer sem na 50-litrskem sistemu zoril prve sarže, ki smo jih s prijatelji veselo popili, na kar sem pomislil, da bi pa bilo to smiselno mogoče proizvajati komercialno. No, danes smo tukaj. In od leta 2016 verjamem, da se je tukaj zvarilo, a imaš kakšne podatke, koliko piva? Letos računamo nekje na 300 000 litrov, smo že precej blizu tej številki, tako da moram reči, da sem nadvse zadovoljen. Odlično. In zdaj, jaz mislim, da tudi po tvoji in zaslugi tvoje ekipe Slovenci poznamo IPE, ne IPE, pale ale, stoute in še podobne zadevščine, ki pridejo iz tvojih sodov. Kako pomembno je to, da recimo svoje pivo, tudi ko greš v trgovino, vidiš na policah, predvsem v Šparu, in vidiš recimo nekoga, ki kupuje pred tabo, da je kupil tvoje pivo. S ponosom lahko povem, da s Šparom že sodelujemo dolga leta, že od samega začetka pravzaprav. Tudi v Šparu lansiramo nove produkte na trg, ki niso na voljo povsod. Eden izmed takšnih je recimo tale Emergency Landing, katerega... Tole je premierna predstavitev? Ja, definitivno je to prvič, da ga predstavim, da pokažem. Zadeva pa bo že na voljo v Šparu v kratkem. Lahko pa tudi s ponosom povem, da že skoraj leto dni polnimo pivo S-Budget za našega partnerja Špar Slovenija, ki je res eno čudovito pivo za, bom rekel, vsak dan. Se pravi, v Šparu lahko najdemo vse kombinacije od S-Budgeta do vseh tvojih craft pivov. Kako pomembno pa je zate oziroma za znamko to, da se pojavljate oziroma to sodelovanje s Šparom? Ko sem odprl pivovarno pred 5 leti, so bile moje sanje craft pivo v vsak slovenski dom. Namreč to zgodbo sem videl v ZDA, kjer je craft pivo že takrat bilo na voljo domala vsakemu prebivalcu, medtem ko v tistem času v Sloveniji to žal ni bilo in je bilo ta craft piva moč dobiti samo v boljših lokalih v Ljubljani. S povezovanjem s podjetjem Špar smo omogočili, da te moje sanje postanejo resničnost in danes je Green Gold pivo pravzaprav že na voljo v vsakem slovenskem domu. Luka, hvala za tole turo. Jaz imam pa, vem, da še en izziv, ker vedno dobim en izziv in me malo skrbi, kaj si mi pripravil. No, danes imamo zate prav poseben izziv. Namreč z našo Laro bosta tekmovala, kdo hitreje zloži pločevinke v škatlo. Lara, zdravo, Lara je mojstrica tega, ti pa mislim, da ne.
Jaz sem bolj tisti, ki jih ponavadi ven odpakira, ne Ja, zapakira. definitivno. Lara, živa. Predlagam, da najbolj, da kar začnemo, ne? In sicer 3, 4 zdaj. Aha, to je pa hitro. Ej, čakaj, ne. Tega pa ne. Ja, vidim, da Ja, lahko bi rekel prednost domačega terena. Ne? moštveni duh je močan. Vsekakor skup držimo. Ne? Čak. Zdaj, Lara je že konc. Ampak to ravno samo zaradi tiste piksne, ki si mi jo ti. Definitivno. Čakaj. Ne, delo je treba opraviti do konca. Lara, priznam, nisem zmagal, sem pa delo opravil do konca, kar pa tudi nekaj šteje, ne? Ja, vsekakor si se za popolnega začetnika izkazal, morda tudi malo presenetil, ampak vendar Bi me vzel v službo. drži se raje televizija. Ok, velja. Ampak hvala ti za tole izkušnjo. Lej, prinesel sem ti pa tolažilno nagrado in sicer četvorček našega piva Hop Dealer. Dizajn je izjemen, okus pa še bolj. Hvala, poznam in zgleda tako dobro, da tole bo šlo direktno v eno vitrino, ker se kar bojim odpreti, po pravici povedano, ker prelepo zgleda. Jaz moram še reči, hvala Luka, hvala Lara in hvala dragi gledalci, ker ste bili z nami v novi epizodi Kdo smo mi. Naj pa zaključim to epizodo z znanimi besedami pivovarskega filozofa, ki jih je zapisal tudi na vrh pločevinke. Enega še pa lahka.